tem, kaj jaz naredim. Za štart bi tudi malo povedal glede samih treningi potekali. Evo, zdaj začenjamo trening, to bo naš prvi krog, bomo šli kar za Jako, zato ker Jaki zaupamo precej. Starter je ravno rekel, ne se štulit, ampak bomo šli tandem, tako da nihče drugi ne rabi dlje časa čakati. Mi pa se grevamo tega avtomatika in motor, da lahko začnemo trenirati. Pazi voiceover, Race Gazmik Cup je končno nazaj, po letu 2019 je bilo malo pauze zaradi korone, pa drugih bedarij v svetu. Zdaj pa je Race Gazmik pokal nazaj in to je v bistvu državno prvenstvo v driftanju, kar se tiče Slovenije. Tekmuje se v dveh razredih, OM Plus in Unlimited. OM avti so omejeni z 250 konji in zahtevana je samo najbolj osnovna varnostna oprema, medtem ko Unlimited avti potrebuje tudi kletko, ni pa omejitev ne kar se tiče gum, niti kar se tiče konjaže v avtu. Kot vidite na tekočem klipu, je proga zahtevna, vključuje jump, nepregledni del, pa linije, ki so izven naravne drift linije. To pa kmalu povzroči težave na treningu za nekatere tekmovalce. Nisem snemal, nažalost. Pač lih sem dvignil pogled, pa tak trd udarec je bil. Zdaj na gumi vstavil pol. Ni se. Je kar falilo do gume. Opa! Treningi potekajo in fantje rešujejo težavo, je prišlo do enega defekta na avtu. Vse rešil, vse rešil. Vigan. Čakamo Josipa. Dajmo Josip! Jebena sekvenca danes. Jaz mislim, da smo redi za kvalifikacijo, ne? Ni mi jasno, zakaj se vedno na dogodkih dogajajo take gluposti, kot to, da je ful folka vozilo čez te peščene šikane iz boksov v smeri progi. Če znamo driftati, znamo zapeljati tudi okoli peščene šikane. Saj, če ne bi bil ta šoder toliko oster, da bi puščal odtise pa zareze v semislih gumah, bi bilo okej. Ampak, če znamo driftati, lahko zapeljemo tudi okoli tega. Najbolj zanimiva stvar tukaj je pa livestream. Livestream je prvič v zgodovini slovenskega drifta pripravljen tudi na dogodku in profesionalno organiziran. In to je kratek vpogled v backstage. Drži to dva. Ti damo grafiko gor, drži to. Pazi, ena noci. Pazi dva. Dva, noci dva. Pazi tri, noci tri. Tri je noter. A veš, koliko je ta cifra? 14. Pazi štiri, noci je štiri. Tri je noter. Pazi dva, noci je dva. Kar do konca pred dva. Gremo replay. Čistik. Davis vod, 36 da. Erik Janković da tukaj sad ima. Erik Janković, staje.
Prva postaja v Sloveniji, kjer jih dobite, brez carin, brez neumnosti. Slovenec vam izdela, proda, stestirano zadevo. Svetuje. Karkoli je na prodaj, je Erik stestiral do uničenja in dal na prodaj zadevo, ki mu bo ime delala še leta naprej. Preverjena stvar, po najbolj ugodni možni ceni. Pri nas nek budžet motosport. Čeprav bi mogel biti okej, ste. Kako gre dron ekipa? Odlično. Predkvalifikacijski rituali, ne? Modrih fantov, le kak se lepo mečik. Mogoče bom mogel tudi jaz dati obleko gor, ne? Mojem je že bilo, ja. Pripravljeni na nove zmage? Vrhunska iniciacija. Ampak, a veš, kaj ti povem, zvok mi je všeč. Zvok je vrhunski. Lepo čez preval. Jaka Legiša vas razvaja tamle z Nissanom. Odlično v zunanji coni. In pa napaka Jake. In na žalost ograja. Zelo agresivno vrtenje je bilo, upam, da je Jaka v redu. Mislim, da gorimo. Prvi požar letos. Nažalost, PGD Ljubečna ima delo. Upam, da je z Jako vse v redu. Tudi jaz. Tale karambolček je bil kar agresiven. Jaka ven iz vozila. Jaka, si v redu? Jaka, palc gor, če vse v redu. Tako, Jaka je v redu. bravo, en aplauz za Jakata. Fant je v redu, jebeš plek, smo rekli, ne. Se upravičujem za ekspirativ. Upam, da še dela. 3UZ Automatik. Tako, neka japonsko-štajersko-nemška zadeva od avta. Odlična iniciacija, Tako. Edi, poglej, odlično skozi prvi clipping point. Tako je, veliko kota, veliko dima, veliko zvoka. Tako. Gremo, Zato, skok, to vrhunsko. Malo je falil zunanjo ocenjevalno linijo na začetku, korekcije, vendar, lejte, kasješ. A vidiš, kako moč pomaga, ne? Si je fant rešil tamle, da bi se ustavil, ne? Kako lepo dišijo te gume. Pod mostom tranzicija v zadnji clipping point, da vidimo, ali ga bo zadev. Zelo lepo. Mislim, da je tu rahle težave, še vedno avtomatik menjalnika. A se misliš, da se Erik še prevaja na zadevo, ne? Work in progress. Zmer je to delo, on razvija zadeve v slovenski drift sceni. Ima uspešen skid shop. Dobrodošli, Kupot Kej. Tako. Poglej, zopet lepo na clipping point. Na clipping point, kada ga je naredil za ga. Tako, drugi clipping point tudi lepo. Velik pot Skok. proti drugemu klipu, skok. Skok ga ni zmotil. Sezulo mu je zadnje desne platišče. Brez Šla je gume guma. se pelje, ampak Ti bedana guma se reče angleško, ne, ampak gospod Janković se ne ozira na to. Guma šla pa, žal nič točk, audio znak za našega Jankovića zaradi verjetno deva predvidevati, ne? Prenizek tlak v zadnjih pneumatikah zaradi želje po višjemu prijemu proge. Da vidimo tole Toyota BMW povezavo, številka 87, Erik Janković. Kot ponovadi, veliko pred ovinkom Erik že počez. zelo blizu prvega klipa, Z obrati na limitatorju skoraj. Tako, drugi klip. Direktno v cono ocenjevanja, pravilno. Lepo se pelje po coni, na robu cone, to zahtevajo. Kje so Erik fani, da vas slišim? Tudi zadnji. Erik pod tunel. Vrhunsko proti cilju. Meni se zdi vrhunska vožnja Erika Jankovića. Dajmo en aplauz. Zelo tekoče. Tak flow hočemo videti. Evo, ta drone replay je idealna šansa, da se sprehodimo čez progo in izšešanje med petrol zastavami. Tu se pričakuje zunanja linija od voznikov, ampak ni klipov. Prvi klip je ta notranji, potem pa sledi zunanji tukaj na desno, značen s to palco skozi količek. Outer klip falim na lašč, ker je preveč na skoku. Sledi zunanja cona,
Ta zunanja cona ni nič posebnega, razen ta končni del, kjer je ta drop down in v bistvu vsi dropamo kolo iz proge tukaj. Outer clip je pri vogalu, kjer je zadev jaka. Linija je prosta, vse pod mostom, skozi transition in naslednji outer clip je tudi desno. Potem pa je narisana, ampak že skoraj zabrisana zunanja cona od tistega večjega količka do cilja. Mogoče malce preveč hotov. Linija faljena, gremo v tisto zadevo, ki drifterji namarajo. Mislim, da mu je lev sprednji kolos snel. Da je s prednjim levim kolesom. To, 2 minuti. To prvi vrst. Rekel sem pa, da pomiš Pa se je kontaktiral direktno prek Bookinga. Sem dobil za 72 evrov, če ne bi bilo 120. To so ti privatniki, ki šparajo. V glavnem, današnji dan ni bil najboljši, ne? Ni bil najslabši. Ni bil najslabši. Sam je pa prnos je pa drav, ne? Kot sta plačala. To je guma, ko je sleklo v drugem roundu v kvalifikacijah. Pritiska je bilo kar nekaj, ampak očitno ne dovolj. Tako da bomo videli. Nekaj še treba naštelati na tem avtu, predvsem to, kako sklopke vklopijo menjalnik nazaj. Ampak bo počasi, ne. Kakšni so komentarji za zaključek dneva? V redu. Ne je bilo prav štoplo. Ne, ti ki se s Floride, molim, zmešam. Ma ni bilo dobro. Daj, zakrepate. Servisira se vse mogoče. Evo zik, starabe teme, Ana. Vem. Moram malo priti sem na obrad. Kaj pa vi ustvarjate? Pizdarije. Kaj, zamlelo? Ne, kdo bolj dolgo. Aha, 3.15 daš gor. Kratko. Evo, drugi dan res gaznik drift kapa, dvigalka pušča, tako da je treba malo zraven pumpati. To je pa znamenita zvita felna, ne. Kolikrat so mi že rekli, da imam otegnjeno felno. Danes čilamo z laptopom. Približno smo stunali že sklopko, ampak bomo videli, če je v redu, ker še malo fali. Ima nek delay na re-engagementu. Treniramo pa na 245/17 navadnih. Zato, da ne bi polomil kaj na pogonskem sklopu, ko bom prišel do limita engagementa sklopke, ko bo sklopka tako agresivno grabla, da bo že nevarnost, da bi kaj polomili na pogonskem sklopu. Adijo, jaz za nalaž podiram količke, človek meni vsaka čast, kak je fore. Pa bom samo malo kasneje. Koliko razfuka boš pojel, ne? Ne. Ko prijem ven. Evo, pazi to, to je zdaj test 245/18, 265 Westlake. Sem videl, da divjaš, ja?
Ampak si dobro spasil. Dobro si spasil. Pa na srečo sem tudi jaz videl, da gre že nekaj narobe, ne? Pa smo si tam vzeli malo bolj na izi. Lahko. Dobar dan, gospod. Dobar dan, obo. Šaltalo vonemo vinku prej. Da? Je bilo v redu. Ja, ampak prej nisem pričakoval, pa on je imel angle stol, ne? Ja, prve. Ja, še enkrat. On je šel s tretje v drugo, jaz pa z druge prvo. Tako da sem naredil še večji disaster. In isto se je zgodilo tam. Fora 8. programa je tudi v tem, da je to ramp-run program, da če greš nadajno, da to je šalter. Za nedeljski warm-up pred Top 16 Battle je prisedel Jaka, zato ker je on tudi dost technically minded in opazi en kup stvari. Tukaj testirava različne programe v računalniku avtomatskega menjalnika in tudi štelava te sklopke, protokole šaltanja, ker lahko sam nastavljaš, ali bo menjalnik šaltal dol ali ne, ali ti pusti blokadirati oziroma koliko časa pusti motor na blokadi, vse to je nastavljivo. In ta postopek traja precej časa, predvsem pa dosti eksperimentiranja, da vidiš, kaj da naravn občutek med vožnjo in kaj dejansko dobro funkcionira iz tekmovalne plati. Kaj moraš, po moje, prej šaltati, ker si v toliko blokadi, da ti avto narašča, wheel speeda pa zmanjka. Recimo, da druge gume še dam gor, ki niso zmontirane, zato ker je fucking burger mojster vzel štrom na montirki. Da naredim še kak rok, ampak to je bilo zdaj že fukjeno. In? Ja, zaenkrat je še v redu. Moram zdaj posnet, ko si še v akciji, kaj se dogaja, kje si, kam si se vrstil? A veš, da sploh ne vem, samo vem, da sem šel dvakrat naprej. Ok, toliko sem jaz slišal, si v top 4. Tako da zmaga te privede do finala. Če pa zgubiš, pa bo vseeno vozil za tretje mesto. Čestitke. To je zdaj... Ja, ne vem, zdaj verjetno vozim proti Alenu. Ne vem. Kaj je Alen, kaj gre? Ful sem živčen, ker tekmujem proti... Majster dal dobre gume gor. Prvo je šel men pogledat, me vprašal, kakve gume dal gor, pa ono, aha. Jaz
smo najboljši. Reverse, ne? Aha, reverse. Tako se zmaha. OM plus je na 5, pa če bolj kot unlimited. Sem gledal. Bi mogel tudi ti premisliti, zdaj kakšne 46. Mogoče tem, ker nijem avta. Ne? 330, koliko bi bilo na 5, tako bi se... Ja, dobro, ne? Fajn vozi. Bom probal. Ajde. Kaj zdaj, kje si ti? Zvajalo sem dele v top 8. V kaj, potem One More Time ali kaj je bilo to? Ne. Kdo se je priteževal? Gregorič je dubl. Gregorič sem takoval, dubl je. Aha, težek nasprotnik, ne? Ja. Imajo sodniške nebuloze. To je Timo, ja, veš, on je zame, no, rekel, da imam zmago, pa če jih plačam. Za prvič. Ja, ne? Odlično. Me veseli, da si zadovoljen. Ful. Kaj se je zgodilo? V top 4 si bil s Kugijem, ne? V top 4 s Kugijem, v mojem času sem se prenahlil in probal slediti blizu temu fantu na 215-kah in enostavno premalo kvota. Te je poravnalo. Ja, poravnalo me. In to je bil edini tiebreaker, ni bilo nobenih napak z njegove strani. Kasneje se je pokazalo, da je v bistvu Kugi šel dvakrat za 2 kolesi dol iz proge in v bistvu tako je livestream zabodel nož v hrbet sodnikom, kjer lahko vsak od tekmovalcev ali publike vidi dejansko dogajanje iz 5 različnih kotov. Jaz se sam strinjam, jaz sem vesel, da sem vozil, pa žal mi je pa, da sem nehal voziti, kaj je že konc. Tako da ja. Dobro, ne? Čaki, videl sta pa imela pol z Josipom v finalu 2 betla, ne? Torej 4 rane. A sta imela še kakve One More Time? Jaz ne vem, jaz sem samo malo dosedel, pa ko mi je pomagal, sem pelel. Kak dobro, a? Ta pojem, če ne bi. Okay. Res, gazmik enako siktanj. Je tako. Ta OM klasa, OM plus klasa je res point v temu, ne? Da voziš pa voziš, brez da bi avto rabil pozornost vsake pol kroga, ne? Ali pa da moraš na... Mogoče rabi vsake 2 kroga. Odvisno, koliko se zaletavaš na tej zahtevni progi. In s tem se pač tudi zniža strošek. Pa ker je pač omejen power na tako malo, bi rekel 250 konjev, čeprav smo videli danes, da je to kar dovolj, ne? Tudi ni tega, da bi konstantno lomil neke komponente pogonskega sklopa, če je mogoče setup na avtu neuravnovešen, recimo premočen motor za prešibkim pogonskim sklopom, ne? Ali pa mogoče prevelike gume za tak setup. Dajmo spodbuditi malo fanta. Kugi zračno v prvi ovinek. Kam bo šla prva zmaga? Slovenija ali na Hrvaški? Dajmo pogledati. Kugi zelo tekoče proti drugemu klipu, bravo, odlično. Josip z rahlim ravnanjem, pa vseeno oba super. Zelo blizu Kugija. Josip blokada prednjih koles, se pravi z levo nogo na bremzi. Se trudi ne zadeti Kugija, ne? Odlično, ja, pa Kugi zopet daleč od tretjega zunanjega klipa. Mislim, da Josip zelo lepo sledi, poglej. Josip se trudi prideti na milimeter, bravo. Evo ga, Bajran v top 8, ker nas je danes samo 7 na štartu. Ostalo da sta imela nažalost defekte. Štarter išče Bajran, jaz pa počakam, da ga najde, pa akcija. Top 16 betli v razredu OM Plus so trajali precej dolgo, zaradi nekaterih pritožb, pa potem One More Time-ov, tako da so betli oziroma moj Bajran v Unlimited razredu prišel na vrsto tako pozno, da nas je že ujel dež. Jaz sem se kot prvi podal na progo in proga še ni bila v celoti mokra, tako da je Bajran zgledal katastrofa in tudi občutek je bil zelo slab. Ampak mi je kmalu postalo jasno, da nisem bil edini, ki je imel težave zaradi nekonstantnega in nepredvidljivega gripa na progi. Ta incident se je zgodil dejansko na probni vožnji v primeru nepredvidljivih vremenskih pogojev, kot so tu. Vozniki pred betlom dobimo en testni ran, da se spoznamo z pogoji na progi. Se mi zdi, da je bilo nekaj težav na iniciaciji, Erika?
Nisem prepričan, bo pogledala pol počasen posnetek. To, kaj te Ja, oval, tretji ovinek. Pa Gašper Lukan lepo za njemu. Sedaj bo tu problem, težava v zunanjo cono. Ja, drsi zelo, ampak Erik, pogledajte Erik, ga. suvereno. Do roba ocenjevalnega. Malenko čez, ampak vse okej. Seveda uporaba ročne zavore v takih pogojih. Pa ravnanje Gašperja zadaj. Tako. Ravnanje Gašperja, kar pomeni najverjetneje 0 točk. Mi smo vsi prijatelji, dokler ne gremo takole na ran. Potem Ampak si sovražnici rano- tisto minuto, ne. Tako, Ampak samo pol si med spet ranom. prijatelj. Tako. Rano smo spet vsi skupaj. Poglej ti ta mali kot Erika Jankoviča, ne vem, kako bojo to sodniki mu presodili, ne, ampak Gašpar je imel lepši kot tamle na prvem clipping pointu in v drugi ovinek. Evo, to je bil pa tudi edini battle, ki sem ga uspel odvoziti in celo zmagati, ker sem takoj potem, ko sva zaključila ta battle, ugotovil, da mi pušča tank za gorivo. Tank za gorivo se je zaradi vročine očitno napihnil in se dotaknil izpuha, ki je bil doreč 3 prste stran. To je lekcija, da očitno moram nujno furati toplotno zaščito med tankom, ki je plastičen in izpuhom. V več kot 10 dogodkih, oziroma v več kot 10 dneh na progi to ni bil problem. Je pa definitivno lekcija za naprej, tako da sem iz varnostnih razlogov odstopil. Nino Klausner pa je proti Fakuču zmagal, ker se je Fakuč zaletel in ni mogel nadaljevati betla. Nino je torej mogel opraviti samo bajran in se tako pospel na najvišjo stopničko. V OM plus klasi. Kaj ne da, organizator, ki me ravno kliče, tako da sekunda. Josip Hodak! Dajmo en aplavz za Josipa. Vrhunske vožnje Josipa, nimamo kaj reči, dokazal se je. Šel je boriti svoj prav pri sodnikih, ker se mu ni zdelo, da je z Domagojem zadovoljen z odločitvijo. Imel je prav, sodniki so mu ugodili, njegov trud ni bil zaman. Bravo Josip! Alen že trenira. Alen že trese šampanec. Sigurno bo koga zalil. Sledi seveda tole zadnje dejanje. Alen se je pripravil. Tretji vrščen je Alen Gregorič. Ima nekaj izkušenj s temle šampancem, ne? Iz Unlimited klase, poprejšnja leta. Nekaj izkušenj ima iz prejšnjih let. Tretje mesto Gašper Lukan. Drugo mesto danes. Naš nesrečni Erik Jankovič s tehnično okvaro, žal po defaultu drugi. Tudi boriti se ni mogel za to drugo mesto, pač je po defaultu tako, kaj je avto odpovedal. Vendar avto tehnično napreden pomeni tudi tehnične okvare, tako da Erik, drugo mesto. Prišel iz Švice nam vzeti pokal za prvo mesto in sicer Nino Klausner, dame in gospodje, danes prvi v Unlimited Pro klasi. Jezni voznik, agresivni voznik z lepim avtom. Svaka čast Nino, pokazal si se, bravo. Pokazal si se, da si sposoben čez vse ovire priti do prvega mesta. Malo sreče si sicer imel, ne, bodimo čisti iskreni, ne, Eriko je avto crknil tik pred zdajci, pred bitko, ampak to je življenje. Tole bo šampanec, ki bo res zaslužen. Prva jesenska derka pri nas. Po morju smo vas prišli še malo zabavati. Otroci so šli v šolo, naši drifterji pa na pisto. Dajmo še zalivanje šampancem in končali smo ta drift vikend. Seveda vabljeni tamle še na pivo, da spijemo vse, kar je ostalo. Na burger, da pojemo vse, kar je še ostalo tamle mesa majstru. Vas po frimu pojesti. Najlepša hvala vsem obiskovalcem v živo. Najlepša hvala vsem sledilcem na live streamu in v socialnih medijih. Vsako tekmo smo trudili boljši in boljši biti. Ajde. Kaj? Jaz moram biti pojakata. Pojakata? Ne, da ga vprašam, ama prevoz urejen ali ga moram jaz domov peljati. Report. Izdelek. Lidi to noter, to, posnemi to, lidi, ko lep izdelek. Ujebote. Ujebote. Čaki, amortizer je v šasijo nabilo. Ja, pogledi to, ko je zabilo. Aha. Pač, To je bil pa pesto je zdrobilo. Kaj je hard udarec? Ja. Kaj pa šasija? Ma nič ni. Po moje ni nič, tudi most gleda tam cel, vse, pač pesto, disk, amortizer, verjetno upam, da je preživel amortizer, polosovina, ploščice, pizda, že ploščice so drage, ki je še vse ostalo. Prejšnji krog je šlo normalno in ta krog mi kar zbrisalo zadnji konec. Ne sem mogel reči niti malenkost ne.
Divje. Hitro, kaj se je dogajalo danes, kak je? Danes je bilo zanimivo. Dež nas je malo pokvaril vse. Kje si končal? V Robniku. Pol smo peljno zamenjali, ampak polosovina je pa še vedno bila enak si izpadel. Razen tega si se navozil? Ja, je zadovoljen? bilo zadovoljen. In se vidimo? Se vidimo. Kdaj? Na CDC-ju Evo, najprej. najprej CDC? Najprej CDC. Pol pa? 20 je rekel. 20 oktobra, ne? Ja, tukaj. Ja. Ne. Ajde, Švicari. Ajde, fajn vodita. Čau. Ne, drhači, tako kot tekma je bilo ful. Divje. Dan se še ni končal. Ne. Zdaj zato sem menjal baterijo v GoPro-ju, ne. Ne, no, povej. Ne me snimat, kaj? Jaz bi se še vozil. In? Jutri bi prišel spet voziti. Jutro težje, ker drug dan pa se bomo lahko imam zmeniti. fraj. Če ne pa naslednja sobota poligon. Ne. Kaj pa čez 2 tedna CDC? Vsak teden lahko voziš, čez 3 tedne je Formula Driver. Pol pa če nisi prijavljen na Night Strike, pa je spet tu. Ja, ne vem, vozilo sem vse. To se bo. In si zadovoljen? Seveda. No, me veseli. Kaj si Nisem zadovoljen s tistim zadnjim gumim, ko sem jih imel. Aha. Kaj si pa dosegel danes? Drugo mesto. To, čestitke, ne? Hvala. Prav slabo. Pa neću te zadržavati previše. Dobro. Samo hitar report, kako je bilo? Aha, pa bilo je odlično, baš mi je drago što sam došao, veselimo se što smo pobjedili, naravno. Konkurencija je stvarno bila dobra, ima dobri vozača u M+, koliko god bi neko rekao, aha, slabi auti pa ovo, ali nije to baš tako i šta ne kažem, najviše hvala tebi na dijelovima, na podršci, na pomoći oko setupa i nadam se da se vidimo na drugoj rundu. To je to, se vidimo. Se vidimo. Ajde, čao. Ćao. Znači. Daj vprašaj ga, kak je live stream potekal. Zahvaljujoč organizatorom odlično. Je pa borba, to vidim. Neskončno. Pripravili so. Voda v grlo teče, vsako sekundo. To je smisel, ampak kaj konc je konc. Ja, to je da reče režiser našega live streama, pa mislim, da za prvič, kljub temu, da še nekaj grafik treba dodelati, pa par podatkov dodatnih dodati, ne, je bilo vrhunsko, pa pač nikoli še nismo imeli tak detaljnega pogleda v dogajanje na progi, ne, iz toliko različnih perspektiv. Sploh tu, pač na enem delu, to ne vidiš, kaj se tam dogaja. To je bil zdaj čist nov nivo, da smo videli iz vseh fotov, plus drone. Bravo. Tako da, hvala. Me veseli, kontra, izupanje. Vidno, ne? Tako. Ajde. Čau. Vijo. Pazi ga zdaj. Ćao. Kaj je rekel, da so vožnje? Da so hujše vožnje bile od drift taksija od mene, bolj po večini tekmovalcev. Če pa ja. Pa se to je vedno tako. Ni redno. Ni redno, odvisen je, kjero klaso imaš, odvisen je kakšno tekmovanje. Doskrat je, ni pa vedno. Ja, ni prvič, no, da so drift taksiji pokazali. Ja, ne, mislim, moram reči, da oba dva res gaznikova drift taksija sta vozila vrhunska. Kaj zgleda to, kot je vseeno za avto, pa ne vozi svojega, niti da svojih stroških? Ampak niste zabila enkrat. To pa res je. Niste zabila enkrat konstantne linije vrhunsko zgodili. Več se pozna, da furata prave low-kite. Ja. Vem, da so mogoče malo Kitajci, ampak tudi ostali kosi so tudi pravi na avtih. Ej, hvala za sodenje, pa se vidimo. Se vidimo. Čau. Čau, čau. Mi se pa tako, še se spano vidi. Te kepso, hiter kepso. Kje imaš kepso? Glej ga moža, kak ima dober Jopič, ne Jopič, Jopco. In kak je bilo danes? Tako, po dolgem času voziti je bilo zelo lepo. Tako bom rekel, najboljše besede po mojem. Vas je vozil danes drift taksi, ne? Pa mislim, da je zelo lepo vozil, pa nisi nič razbil cel dan, tudi smo oba dva dni nisi nič razbil. Je pohvalno, ne? Ja, nič, se vidimo na naslednji. Tako, varno bosta. Čau. 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 Da pozdravimo še Hypemana. Hola. Kako je bilo? Skurjen? Ampak je šlo, ne? Lahko bi še kakšen tak move naredil, ko na štartu za konec.
To, čau. Je pa kar ono. Erik Janković, Dajmo en aplauz. Aplauz za kaj? Poslušaj Erik Janković, kljub temu, da te je danes tehnika razočarala, sem jaz prepričan, da si pravilno pristopil dirki, kljub netestiranemu prototipu avtomatskega menjalnika s klopko v avtu. Tak nek oksimoron za tehniko, svaka čast za pogum. Jaz mislim, da naslednjič bo sigurno bolje benzina dobronašal. Jaz sem srečo. Organizator, neč grozde, uživa v zasluženi pijači po vsem tem trudu. Današnji organizator tega Race Gasmic Drift Cupa, ne? Končno uživa v zasluženi pijači po napornem vikendu. Ravno nam je razlagal, kako težka noč je bila. Človek je prespal na poligonu, ljudje božji. Toliko srca premore naš organizator. Vzel si je še kakšnega fanta za protekcijo, ker je bil tak skromen fant, se je bal, da ne bo kakšen migrant ga prišel obiskat. Povej, kako se počutiš ob tako lepo izpeljanem eventu. Mislim, da smo zaorali ledino z live streamom. Vsi zvenijo zadovoljni, ali si zadovoljen tudi ti? Jaz sem zadovoljen. Po mojem je bilo v redu. Gospod, imaš to besedo več, da mogo reči. Zdaj zbiram besedo. Jaz moram reči, da je Dež najbolj organiziran kontest, kar se tiče. Valjda je najboljši live stream, še drugega ni. Ampak Ker si prvi, pa se lahko kuščeš. Primerjati s tem, kar si ti naredil. Svaka ti čas, kapo dol, sem vam, ste ga podpirali. Tako da je res. Bravo! Se strinjamo! Zdaj bo majster nekaj povedal, sam bodite ti. Ne bo pomožno. Čakajte, to malo. Mikrofon mu dej. Tega malo za jajca potegam. Samo. Drug event. Andraž Anzelc, dame in gospodje, moj sokomentator danes, moramo prepustiti malo besedo. Dajmo en aplauz za Andraža, ki se danes pogumno pomagati. Prav dobro ti je šlo, kolega, prav dobro ti je šlo zafilati čas med tem, ko sem jaz hodil na WC, si nekaj govoril. Mislim, da si doživel svojih 19 minut slave v 2 dneh. Ostalo sem jaz mogel tebe šlepati, ne? Ampak z veseljem. Drugače je bil dobra stran, kao tehničnega komentiranja. Tako je. Med ranimi sami, ne? Med ranimi. Zato je organizator, ne komentator. Zato nisem PR-ovc, ne? Si lepo komentiral, si vedno vključena, ne? Evo, Race Gasmic pokal je končno nazaj po letu 2019. Bil je že čas, da se novo tekmovanje, ki je bazirano v Sloveniji, vrne na sceno. Sploh zaradi tega, ker se je v tem času pojavilo en kup voznikov, ki vozijo avte, ki so primerni za OM plus razred, in to se je tudi pokazalo z skoraj 20 prijavljenimi že na prvem dogodku. V organizaciji se pa ni pozabilo niti na tiste voznike, ki že imajo in želijo voziti avte višjega kalibra v Unlimited razredu. Sicer je bilo 9 prijavljenih razočaranje, ampak recimo, da bo zdaj kot tekmovanje, ko Race Gasmic serija dobi nek moment, to število naraslo. Sploh pa je dvignil hype ta livestream, mislim, da je bila to prava odločitev. Kljub visokemu price pointu je to nekaj posebnega in daje voznikom in ekipam perspektivo, ki je prej niso imeli nad svojo lastno vožnjo in so lahko te live streame gledali samo z velikimi očmi na daleč. Evo, prvi Race Gasmic event mislim, da je uspel. Od tukaj gre pot samo še navzgor, ker na tem dogodku je bilo pa toliko failov, da se na koncu niti šampanjec ni hotel hitro odpreti. Edini, ki ga je to uspel Alen, vsi ostali smo straglali
V glavnem organizacijska ekipa že dela na tem, da bo naslednji event še boljši. Ob tej priliki bi rad povabil vse voznike in slovenske in tuje, da se pridružijo temu dogodku. Na Hrvaškem je že zašumelo, tako da lahko pričakujemo kar nekaj gostov iz Hrvaške. Vse informacije so že na racegazmik.eu strani, najdete pa lahko tudi Facebook event. Rad bi pa tudi omenil to, da vsi tisti, ki se švercate na event čez Travnik, ja, je cool, ste prišparali par evrov, ampak razmislite o tej stvari iz druge perspektive, namreč vsaka vstopnica, ki se proda, omogoča temu dogodku, da obstaja. Tako da, če vam je drift všeč, pridite na naslednji event, ziher bo galama, šansa se tudi peljati z drift taksiji, probati modelčke, kaj spiti, kaj pojesti in uživati v dobri družbi v Ljubečni. To je pa to za danes z moje strani. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.